Gospod predsednik, nam lahko opišete pomen današnjega posveta javne službe kmetijskega svetovanja? Ja, današnji posvet je velikega pomena, glede na to, da se na nek način govorimo o tem, da je prelomen, kajti uspelo nam je v letu 2017 v zakon o kmetijstvu umestiti to dolgoročno ali pa zakonsko delovanje javne kmetijske svetovalne službe znotraj Kmetijsko-gozdarske zbornice in seveda to je po 10-15 letih pač en del, pri katerem lahko rečemo, da se bodo v nadaljevanju kmetijski svetovalci lahko ukvarjali samo z vsebino, ne pa tudi s tem, ali bo svetovalna služba še naprej delovala v okviru zbornice, ministrstva ali sploh ne delovala. Se pravi, to je ta politični moment, drugi moment pa je vsebinski, kjer želimo pač z tem, da je v prihodnje za kmetijstvo ključnega pomena pač tri strateške usmeritve, se pravi skupna kmetijska politika, se pravi podnebne spremembe in pa trženje, da bi se ukrepi kmetijske politike šli tudi v tej smeri, se pravi, da bi kmetijska svetovalna služba dobila javne naloge v smislu naročitev izvedbe, se pravi svetovanja in pa dela, predvsem v tej smeri. Za prvi dan posveta ste pripravili veliko praktičnih tem. Ja, prav gotovo je ta politični del samo en delček, ki ga je treba povedati. Drugi del je pa predvsem vsebinski in ta vsebinski del, ki bo tako v prvem kot v drugem dnevu še posebej z gosti iz Avstrije, iz avstrijske zbornice, pač da med seboj izmenjamo stališča, se pravi tudi predlagamo posamezne rešitve, potem pa tudi z razpravo, širšo razpravo tudi do teh rešitev pridemo. Predvsem želimo stvari izpostaviti, ki jih bomo v letu 2018 tudi potem dokončno dogovorili.